sodelavc oziroma diskutator, kot se temu. Sicer je mestna občina članica tako SOS-a, ZOS-a, ZMOS-a, slovenske občine imamo 3 različna združenja, ki so vsa po mojem oceni precej jalava, tako da sem na nedavnem sestanku napovedal, da bomo pravzaprav iz vseh 3 izstopili. Ko govorimo o nepremičninskem davku, je treba vedeti, da ne gre za prvi tovrstni poskus. Mislim, da je že to tretji tovrstni poskus. Zelo dobro se spomnim predzadnjega, če je ta zdaj zadnji, kjer je bila razprava okoli stopenj davka, vrste nepremičnin zelo široka in tudi konstruktivna, pa se je kljub temu takratna politika odločila ta davek umakniti iz procedure. Tisto, kar zame najbolj fascinantno je to, kakšen revolt je ta napovedan zakon sprožil pri zelo različnih kategorijah ljudi. Vse ne gre za prvi zakon, ki povečuje davčno obveznost, tudi če gledamo samo to vlado. Nenazadnje povišanje stopnje DDV je bistveno težje v finančnem smislu, kot je ta nepremičninski davek, pa ni praktično kakšne pomembnejše diskusije povzročil. Pri uvajanju zakona o davku na nepremičnine se pravzaprav ruši ena sistemska ureditev, ki je do sedaj veljala v eno drugo, ki je pa popolnoma nesistemska, kot je že povedal kolega Bogovič. Lokalne skupnosti, ki so do sedaj predpisovali nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, so s tem vzvodom, s tem nadomestilom izvajali tudi neko prostorsko politiko. Mi smo zelo različnimi stopnjami obdavčevali, pa tudi nadomestilo neke vrste davek različne dejavnosti, nepremičnine oziroma stavbna zemljišča za različne namene. In zato linearno obdavčitvijo, ki so pač določile stopnje za posamezne vrste dejavnosti, se vsa ta prostorska politika ruši. Mi smo imeli do sedaj najnižjo stopnjo v starem mestnem jedru, ker smo si ga želeli poslovno voditi, najnižjo stopnjo nadomestila za proizvodne dejavnosti, trgovci, veliki trgovski centri, potem storitve z področja financ, varovaništva so imeli najvišje stopnje. Logično na nek način, da je temu tako. Drugo, kar je pomembno pri tem dosedanjem nadomestilu, je bilo, da se je ta denar porabil v lokalni skupnosti za izgradnjo in obnovo potrebne komunalne infrastrukture. Treba je vedeti, da je vrednost nepremičnine v zelo veliki soodvisnosti od tega, kakšna je komunalna infrastruktura. Kaj ti nuca na prekrasna vila, tja ni ne asfaltne ceste, ne kanalizacije, ne vodovoda, plinovoda, elektrike, kabelske napeljave in še česa. S tem novim zakonom se seveda obremenitev povečuje krat 2, je nehigienično. Treba še to povedati. Povsod po Evropi, praktično povsod po Evropi je komunalni davek ali pa nepremičninski davek prihodek lokalnih skupnosti in je pravzaprav nek namenski vir za vzdrževanje te infrastrukture. Ameriške občine imajo pravzaprav edini svoj vir ravno ta davek na nepremičnine. Čeprav pametne in modre države ne obdavčujejo premoženja, pa obdavčujejo prihodek, dohodek. Se ti moraš ljudi stimulirati, da bojo vlagali tisto, kar zaslužijo in nenazadnje takrat že plačajo prvič davek, v neke trajne dobrine. Kakšna je stimulacija zdaj za ljudi? Pa nenazadnje tudi za nas občine. Mi smo zadnjih 10 let gradili vrtce, šole, javne objekte, zdaj pa za te javne objekte, ki smo izgradili z javnega denarja, plačali državi davek. Država nam bo pa pol dala nazaj in bomo sami sebi davek plačevali. Neumnost na kvadrat. Ko sem govoril o tem, kakšen revolt je sprožil ta zakon praktično pri vseh segmentih družbe, pri različnih institucijah, moram reči, da se tudi ne spomnim tega, da bi pa kdaj vlada da tako gluha za te pripombe, za te sugestije, za predloge, ki so dobri in ki govorijo o tem oziroma opozarjajo oblast, da je s tem zakonom nekaj hudo narobe. Jaz sem 15 let župan, 1 leto pa pol, predtem sem bil še državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje in imam nekaj izkušnje s praktično vsemi polosamosvojitvenimi vladami, razen prvo Peterletovo in pa prvo Drnovškovo vlado.
Še nikoli nismo imeli tako, nismo naleteli na tako gluha ušesa. Jaz sem se začel načrtno izogibati nazivu slovenska vlada, ker pravim, to je še samo ljubljanska vlada. Mi smo prejšnji teden imeli na to temo tega zakona v Narodnem domu v Celju, mislim, da je bilo na 140 slovenskih županov, vseh političnih strank. Na srečanje smo povabili predstavnike vlade, moram povedati, da niti enega ni bilo. Ne ministra, ne državnega sekretarja, prišlo je, mislim, da 4 ali 5 uradnikov iz tistega tretjega nivoja, ki itak nič ne odločajo, nič ne vejo, samo poslušajo in so čist prestrašeni ob revoltu, ki so ga župani pač tam izlili. Pa ni samo vlada ignorantska do nas. Poglejte, zdaj, ko je zakon šel v parlamentarno proceduro, v ponedeljek pozove občine naj do sobote dajo pripombe. Vmes so pa prazniki. Se mi tudi ne delamo na zadnji oktober, pa na 1. november, pa sobote imamo ravno tak ne delamo. Mislim, kot da te nekdo malo zaprkava. Je pa žalostno, da je ta zakon oziroma ta denar, ki ga bodo seveda, jaz ga gledam kot zopet en centralistični ukrep. Iz nekega lokalnega okolja bodo vzeli 200 milijonov evrov za to, da bodo zapolnili luknjo v državnem proračunu, kjer se nikoli ni varčevalo. Mi smo v Celju v zadnjih 5 letih imamo manjši proračun za 8 milijonov, to pomeni približno 14-15% v 5 letih, ampak stvari nam vseeno normalno funkcionirajo. Državni proračun in njegovi uporabniki imajo drugačno logiko. Vse moramo porabiti, ker če bomo drugo leto manj dobili. 200 milijonov je na 8,5 milijard proračuna, ne vem, 2,5%. Če tega ne možeš privarčevati, bolj tako boš, da se ne razglasiš za gospodarja tega javnega denarja in daš priložnost drugemu. Ob tem, da bi verjetno vsi skupaj z enimi stisnjenimi zobmi še pristali na ta davek, če bi rekli, ok, to bo nek namenski denar, z njim bo država začela nek nov new deal, kot se temu reče, bomo začeli graditi tretjo razvojno os, pa mogoče še kako drugo cesto, bomo vsaj del gradbene operative ohranili pri življenju. Ampak ne, ta denar gre za plače v javnem sektorju, kot je Franc Bogovič povedal, mislim, da je moj predvodnik povedal. Minister Virant takle 200 milijonov z eno potezo. Ta denar gre za plače v javnem sektorju, ki je 2/3 ali pa vsaj 60% sedi v Ljubljani. In ta javni servis, zakaj pa mi državljani plačujemo davke? Zato, da država nam nazaj nudi nek primeren javni servis in nimamo enakega javnega servisa. Zdaj se zelo razburjamo zaradi teh 200 milijonov na leto, ki bodo šli. Ampak pogledajte, zasledil sem, da so v rebalansu proračuna 80 milijonov zmanjšati sredstva za vzdrževanje državnih cest. Že 180 milijonov ni nič za 5500 km državnih cest. Ne samo za vzdrževanje, ampak tudi za investicijsko vzdrževanje. Mi imamo v mestni občini nekaj manj kot 500 km cest, pa imamo za to 8 milijonov samo za vzdrževanje na leto namenjenega denarja. Kar pomeni, da se bomo v leto ali dveh, vse veste, na vzdrževanje nič ne prešparaš. Vse, kar ne narediš letos, dobiš drugo leto, krat 2 z obrestmi. Da se bo tudi tukaj zgodili, da vse v Ljubljani imajo ceste polite. Mi smo pa vozili po razbitih in razvitih cestah. Tako bo še naprej. In jaz bom zelo vesel, če bo res tale peticija naletela na nek odziv pri tistih, ki imajo, ki vodijo to igro, ki imajo karte v rokah. Sem pa skeptičen, ker se vsaj do sedaj ta ne minister, ne predsednica vlada, ne drug, niti pogovarjati na to temo. In se bojim, da bo mogoče kdaj potrebno, mi smo tudi kot lokalna skupnost napovedali ustavno presojo tega zakona, ker menim, da je že v osnovi neustavno, ampak ne vem, se bojim, da bo mogoče treba tudi s kakimi drugimi sredstvi nastopiti, ker se bojim, da tudi to ni zadnja poteza, da temu ni konec še. Jaz, ko gledam ravnanje finančnega ministra, imam občutek, da še sam gleda, ki še kak davek lahko bere.
Še malo pa bomo imeli davek na zrak, vodo, pa še te verjetno. Ja, po mojem ni več davek. Tako da pozdravljam to pobudo, to peticijo, upam, da se čim več Slovencev pridružilo, čim več fizičnih oseb, pravnih oseb, institucij, da bo dosegel. Hvala.